Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Kam z denarjem v letu 2026? Zdaj vidimo vse povsod naslovnice in vas vabijo, da preberete, kam z denarjem na tako kratek rok. Jaz moram priznati, da kot dolgoročni investitor nisem največji fan teh kratkoročnih napovedi. Seveda jih pogledaš, preveriš, si misliš svoje, ampak za nas dolgoročne investitorje je lahko pogled na tako kratek rok zelo zavajajoč in zelo veliko lahko napak naredimo, če gledamo na tako kratek rok. Zato je smiselno za nas, da preverimo, kaj bo dogajalo v naslednjem desetletju, kateri so tisti megatrendi, na katere moramo biti seveda pozorni, mogoče zato, da tudi ujamemo kakšnega novega. Skratka, o tem sem napisala tudi newsletter in sicer kam z denarjem do leta 2036. Vabim vas, da se naročite na newsletter, tako da enkrat na teden ga pošljem, dobite različno vsebino, zdaj trenutno je bila pač kam z denarjem do leta 2036. Preverila sem tudi napovedi, ki jih ponavadi pripravljajo razne investicijske banke, recimo Goldman Sachs Research je za globalne delnice v naslednjem desetletju napovedal, da bodo prinesle približno 7,7% letno donosnost v ameriških dolarjih. Za nas, Evropejce, je zelo pomembno, da preverimo tudi, kaj bo dogajalo seveda z dolarjem v prihajajočih letih, desetletjih. Zdaj, to je v bistvu v povprečju nižja donosnost, kot smo jo imeli, recimo tukaj so preverjali od leta 1980, kjer so globalne delnice vlagateljem prinesle na leto 9,3% donosnost. Če pogledamo malce krajše obdobje, se pravi 25-letno obdobje od leta 2000, pa je bila donosnost 7,7%. Torej, pričakujejo, da bo približno tam, kot smo bili v zadnjih 25 letih. Zanimivo je to, da večji fokus vidijo, oziroma višje donosnosti v prihajajočem desetletju vidijo predvsem v trgih v razvoju in na Japonskem, in sicer napoveduje za trge v razvoju 10,9% letno donosnost, medtem ko na Japonskem 8,2% donosnost, Ameriki pa napoveduje 6,5% donosnost. Skratka, to so napovedi, mogoče se bodo zmotili, ampak seveda pomembno pa je, da smo mogoče z glavo naprej in preverimo, kateri so tisti megatrendi, ki nas čakajo. O tem bomo podrobneje govorili v eni od prihajajočih epizod. Tukaj bom samo navrgla kost, da malce potem tudi razmišljamo o naložbenih trendih, zagotovo umetna inteligenca, vendar ne kot samostojni sektor, temveč kot horizontalni megatrend. Ne bo to pač več funkcionirala kot zgodba sama zase. Tudi energetski prihod v povezavi s tem bo pomemben in energetska varnost. Tukaj je ta megatrend je tudi zelo močno povezan z geopolitičnimi premiki, tako da bomo tudi na geopolitiko predvsem pozorni. Vidimo, da se zelo veliko dogaja na tem področju, čeprav trgi ob 5. januarja na zajetje venezuelskega predsednika med vikendom pravzaprav niti niso reagirali. Tako da demografija bo tudi ena od pomembnih tematik prihajajočega desetletja, in sicer neugodna, ter tudi zdravstvo, digitalna infrastruktura in pa odpornost, tudi to bo izrednega pomena, robotika in samovozeča vozila. To že pravzaprav vidimo, da postaja en zelo pomemben faktor pravzaprav v podjetjih in konec koncev samovozeča vozila tudi že vozijo. Geopolitika, to smo že omenili, ekonomska varnost in pa seveda tudi sama v bistvu finančna panoga doživlja kar precej velike premike, in sicer veliko se govori o tokenizaciji, tako da to ni več v bistvu modna muha kriptoindustrije, ampak zdaj v bistvu postopen premik se dogaja tudi v finančni infrastrukturi. O tem bomo zelo veliko govorili v prihajajočem letu, kaj sploh je tokenizacija, kako je lahko mali vlagatelj del tega. Skratka, o tem bomo govorili. Pa še ena tematika, o kateri sem tudi pisala članek, in sicer trgi z napovedmi. Polymarket večina verjetno pozna, ker dostikrat ga omenimo, kjer se dogajajo različne napovedi tega, kakšno vreme bo v Los Angelesu, do tega,
ne vem, kdo bo zmagal na Oskarjih ali pa kdo bo novi predsednik Feda. To je tudi en velik trend in ta trend jaha tudi Interactive Brokers, ki je ponudil platformo za temi napovedmi, dostopno trenutno v Ameriki. Tako da o teh megatrendih bomo še zelo veliko govorili. Zdaj pa, kar se tiče same teh napovedi za leto 2026, o tem smo govorili tudi na spopadu bikov in medvedov, tako da v nadaljevanju boste slišali en kratek insert iz tega dogodka. Vabim vas, da obiščete našo spletno stran, kjer objavljamo članke, mogoče malce z drugačno vsebino, kot jih boste videli v nekih mainstream medijih. Poskušamo biti drugačni in dodajati neko vrednost, ne pa povzemati mogoče neke zadeve, ki v bistvu mogoče kratkoročno vplivajo, ampak za nas dolgoročne investitorje niti ne pomenijo neke prelomnice. To potem vas vabim, da preverite naše dogodke, kar nekaj se jih bo zgodilo. Od bootcampov začnemo že z 22. januarjem, prvič bomo tudi v Mariboru 5. februarja, vabljeni tudi na bootcamp za mlade, kjer bomo mlade izobrazili o tem, kako investirati. Knjiga Mami, oče, ali smo mi bogati, bo prišla, tiskana bo prišla kmalu ven, digitalna je v bistvu že na voljo in praktično takoj dostopna za prebiranje. Pripravili bomo tudi bootcamp za tiste, ki boste se odločili za digitalno knjigo, kjer bomo odgovarjali tudi na pereča in najbolj vroča vprašanja za starše. Kaj imamo še? Premium. V premium paketu dobite pravzaprav vse, od premium video vsebine, premium člankov, dobite seveda modri AI, ki vključuje pravzaprav vse, celotno vsebino, ki jo lahko vidite na MoneyHow, in pa seveda ta asistent, ki vam pomaga pri oddaji davčne napovedi. Zelo dobro dela na Interactive Brokers in pa Trade Republic, nekaj smo posodabljali, tako da mislim, da bi morali to zdaj delati. In pa razvijamo za Revolut, veliko vprašanj smo dobili prav za Revolut, tako da to bomo, upam, da v kratkem razvili ali pa vsaj ponudili neko parcialno rešitev. Tako da vabljeni, da se naročite na premium. In pa ja, to je to. Želim vam uspešno, srečno novo leto, predvsem pa dajte živeti življenje tako, kot si želite živeti. Prijetno poslušanje vsebine. Zdaj pa, ali lahko se zanesemo na ChatGPT pri upravljanju premoženja in ne na upravljalce premoženja, profesionalce? Človek ali ga mašina? Ne vem. Načeloma te modeli, ki jih imamo zdaj uporabljali, pa ki so tako splošno znani, teh stvari pač ne znajo dobro delati. Oziroma znajo zamaskirati, da znajo to delati, ampak ne znajo dobro. Vprašanje, kakšne modele uporabljajo res veliki finančni igralci. Recimo, te stvari niso nekaj, kar bi se zgodilo prejšnji mesec. Velike finančne institucije vlagajo enormne količine kapitala, tako človeškega kot finančnega, v razvoj teh tehnologij že vrsto let. Goldman Sachs tega sveta imajo po 100 in več ljudi zaposlenih, ki se ukvarjajo ravno s to problematiko. Kaj točno se pri njih dogaja, jaz ne vem. Ampak to, kar je pa trenutno razpoložljivo na trgu, pa definitivno ni primerno za upravljanje vašega premoženja. Skratka, je kakšno drugačno mnenje na tej strani? Jaz bi samo dodal tudi te strategije, ki sledi določenim trendom, sistematsko trgovanje. Aprila so videli kar močne padce, te CTI, ker v bistvu so bili čisto presenečeni od reakcijo trga glede na Trumpa, in tudi te zelo dobri skladi, ki sledijo tem trendu, so zelo slabe rezultate naredili. Pa imajo zelo dobro zgodovino, pa imajo 100 pa še več ljudi, ki to spremljajo, pa računajo, pa ne vem kaj, ampak na koncu so tudi oni naleteli. Tako da ni vedno tako vprašanje. Je pa res, da Jim Simons pa te so mi delali. Ampak to so pač outlieri, ne? Ampak ja, še vedno človeški nekak faktor je v tem pomemben. A gremo za konec odgovoriti še na eno vprašanje, napoved 26 priložnosti in pasti, kje jih vidimo? Kdo bo začel? A boš ti, Blaž? Pa gremo kar se okrog narediti, potem bomo pa počasi zaključali. Nevarnosti. Pač omenil sem ključno, kar mene najbolj skrbi, je v bistvu visoko vrednotenje
Razlog zakaj? Zato, ker to pomeni, da smo visoko in če gre kaj narobe, lahko globoko pademo. Ne? Kar je velika razlika, če smo nizko, ne, pa pademo, težko pademo zelo globoko. Ne? Tokrat smo visoko, tako da ne sme iti nič narobe. Veliko stvari je, ki me skrbijo, da bi lahko šle narobe. Ne? Omenili smo jih danes. Trumpa imamo vsi že čez glavo, ampak ne, težko pa rečemo, da je predvidljiv. Ne? Ogromne investicije v AI, financiranje na zelo čudne načine v zadnjem času, ne? Krožno financiranje, ogromno odprtih vprašanj, na katere ne znajo čisto odgovoriti, ne? Kaj bo končna storitev, ne? Kakšen bo končen strošek te storitve. So stvari, ki so ekstremno, bi jaz rekel, nepredvidljive, no bom tako rekel, da ne bom črnogled, nepredvidljive. In ta tema pa zauzema polovico, po moji oceni polovico, če ne več, ameriškega delniškega trga, pa posledično 35%, če ne več, svetovnega delniškega trga. Ne. Res je, da zelo malo evropskega, ker imamo samo 2 delnice povezane s tem, ne, ASML pa SAP, ne. Nič slovenskega, ne, ampak če nekje nekaj se močno zalomi v Ameriki, ne, gre to širom sveta. Ne, in zato me ta Amerika kljub samo skrbi. No, ste že omenili, tveganje tudi pri državah, ne. Glavno tveganje je proračunski primanjkljaj pa javni dolg. Vem, da sem dolgočasen, pa starejši ste to že poslušali 10 let nazaj, 15 let nazaj, ne. Ampak zdaj imajo težave države, kot so Francija, kot so Združeno kraljestvo, kot je Amerika. Ne. Proračunski primanjkljaji so zdaj visoki, pričakovani, rekordni glede na preteklost, tudi v Nemčiji, pa v srednji Evropi. Ne. Tam niso ekstremni 4%, ni ekstremno, je pa ekstremno za njihove razmere. Tako da spreminja se malo svet v tem smislu in tudi obvezniški trgi to zaznavajo. Ne. Jaz sem bolj na obveznicah skoraj doma večino časa in dolgoročne obrestne mere, kljub vsemu, kar smo danes povedali o nižanju menda obrestnih mer, ne, na dolgoročnih obveznicah tega absolutno ni zaznati, na zelo dolgoročnih pa obrestne mere rastejo. In ravno te obrestne mere so načeloma tiste, ki jih rabiš za diskontirati recimo prihodne denarne tokove, lahko tudi tiste od ponudnikov umetne inteligence. Tako da tukaj je več takih, bom rekel, dogajanj, ki grejo malo napačno smer po našem mnenju, no, in ki lahko v neki točki pač sprožijo težave. A bojo, ne, v naslednjem letu, ne vem. Smo pa rahlo underweight, torej nismo ekstremni pesimisti, smo pa previdni s premoženjem, ki ga mi upravljamo. Kaj pa ti, Simon, praviš, ko sta v paru bila vidva? Priložnosti za leto 2026 pa sti? Mislim, vedno gre to pač z roko v roke, ne, priložnosti in pasti. Zdaj, glede na to, da se, če se orientiram na Ameriko, ki je pač najbolj ključna za cel svet, da nekako se pričakujejo nižanje obrestne mere, ne. Mogoče mi pričakujemo kakšno nižanje manj kot trg, ampak načeloma nižanja. Hkrati imamo še nekako povečevanje proračunskega primanjkljaja, kar pomeni, da bo še ekspanzivna fiskalna politika, kar je mogoče malo slab za obveznice, za delnice pa super. Vrednotenja so tako nekako povprečna, ampak tudi, če bi sprejel Blažovo tezo, da so nekako visoka, na kratek rok visoka vrednotenja ali pa nizka ne igrajo nobene vloge. To se pravi, da bi za naslednje leto lahko napovedala, ne, zaradi visokih vrednotenj ali pa nizkih nek trend, tega ne moramo. In temu poskušamo pa tudi nekako portfelje prilagoditi, ne. V smislu, da gremo na to situacijo še vedno za naslednje leto bi rekel, na early cycle, na tisti, ki so v zgodnem ciklu, ne, neki home builderji recimo, potem gremo tudi na tista podjetja, ki so nekako tehnološko pa so izven Mag 7, ne. Na drugi strani pa mogoče kot zavarovanje energija, farmacija. Skratka, mi temu pravimo neka barbell strategija, kjer imaš v bistvu 2 uteži, na sredini golo palco in greš v 2 ekstrema, potem pa v bistvu to prilagajaš. Ostale stvari pa pustiš, bom rekel, dokaj jih ne mešaš toliko, ne. In to strategijo smo že imeli nekaj let in se je nekako, če bi gledal recimo benchmark pa konkurenco, se je nadpovprečno dobro obnesla. In se mi zdi, da je okolje taka, da bi lahko s tem nadaljevali. Ti, Nikola, Bik.
Ja, bik, ja. 4% me bo zdaj en teden mogel spati. Jaz bi bil pozoren na ameriški dolar, kot sem že prej povedal, bomo videli, kako bo to vplivalo. So to fiskalna, zelo odprta politika, proračunski primanjkljaji, mislim, da je 7-8% v ZDA. Zniževanje obrestnih mer obveznice se ne bi dotikal, definitivno ne. Dolgoročnih sploh ne, kratkoročne, pač to je money market že v bistvu. Torej dolar, zelo pozor na dolar, pa v bistvu mogoče, kar je kot neka priložnost, da mogoče bo treba biti malce bolj aktiven vseeno. Hodlanje, če smo res v tej zadnji fazi cikla, mogoče vseeno, da ljudje začnejo malo razmišljati, sploh za te večje portfelje. Jaz pravim, nimam problema s kratkoročnimi, s temi dolgoročnimi strategijami, ker dejansko res ne rabiš denar 15-20 let. Poti pa pride oseba, ki ima pa veliki portfelj, pa ni pripravljena čakati, iti čez vse te cikle. In v takem primeru treba biti vseeno malce bolj aktiven, taktičen, ima drugačen pristop, ampak se mi zdi mogoče za leto 2026, da tudi razmišljajo, mogoče se izobrazijo na to temo. Jaz sem naredila anketo na LinkedInu, 300 ljudi, skoraj 300 ljudi je odgovorili na to anketo, ali ste hodlar. 77% ljudi je glasovalo, da so hodlarji. Ja. To je delovalo zadnjih 17 let. Dokler se ne bojo pekel, bojo nadaljevali na ta način. Ne. Bo zdaj še Saša povedal, kaj je bil v paru skupaj z Nikolo. Tvoja pričakovanja za 2026? Jaz bom po mojem kar ekstremno bullish. Govorili smo veliko o nekih vrednotanjih. Ne. Zdaj, če ti veš, kaj je produkt ali pa storitev podjetja, pa je to jasno in je ta visibility dost v redu, potem ti lahko z dost veliko verjetnostjo te stvari uvrednotiš. Če pa sprejmemo tezo, da imamo zdaj neko novo, recimo temu industrijsko-tehnološko revolucijo in da sploh ne poznamo v bistvu končnega proizvoda ali pa storitve teh podjetij, potem zelo težko vrednotimo tako stvar. In kar nas zadnjih recimo 20 let uči je, da vsi analitiki kategorično podvrednotijo vse te nove zgodbe. Ja, vmes je veliko kala, marsikatero podjetje propada, ampak če govoriš o nekem novem trendu, se dostikrat zgodi, da se pač analitiki tukaj zmotijo, zato ker ne znajo pravilno oceniti potenciala. Kar je logično, ti sploh ne veš, kaj vrednotiš. Ne. Jaz verjamem, da smo na eni taki poti in da je večja verjetnost, da se boš preveč preplašil in ne boš bil prisoten v določenih zgodbah. Ja, ker ne veš, kdo bo zmagal, je fajn, da je to močno razpršeno in da ne staviš na posamezne konje, ampak jaz bi rekel, da je tveganje večje za naslednje leto, da ne boš v trgu, kot da boš in boš čakal na nek neljub dogodek. Treba se je zavedati, ja, da ta, recimo temu, gospodarska negotovost, sploh v Ameriki, je bolj kot ne man-made. Ne? To je bil v bistvu konstrukt ameriške politike. Ne bi bilo treba s temi tarifami toliko zamoriti gospodarske aktivnosti, kot so jo. In če neki man-made, pomeni, da lahko tudi man-unmade te stvari. Tako da to je tudi en pozitiven upside presenečenje. Veliko smo imeli teh geopolitičnih tenzij. Tudi te stvari se doskrat precenjujejo. Recimo, ne vem, če pogledamo en tak dogodek, napad na Pearl Harbor, 45, pa takrat nismo imeli sploh toliko razvitega trga. Delniški trg je rabil manj kot 2 leti, da je prišel nazaj na prejšnje nivoje. Se pravi, 60-70, koliko ogromen let nazaj je v bistvu bil ta geopolitical risk dosti hitro pozabljen. Novejša zgodovina sploh ni faktor. Mogoče je trenutek šok, potem pa se stvari dosti hitro obrnejo. Dokler verjamemo, da smo mi... pa še en drug faktor je še zelo pomemben. Tukaj ste tudi malo načeli, ne? Recimo te ogromni deficiti, ki so, pa da ne vidimo v bistvu scenarija, kjer bi se ti deficiti zapirali. Kaj to pomeni? To pomeni, da se ustvarja nek fiktiven denar. Ne? To, kar imamo danes, je v bistvu nek družben dogovor, da to neko vrednost ima. Zdaj samo vprašanje, komu verjameš, bolj, da bo to vrednost ohranil ali ne. In v takih okoljih, kjer se ustvarja vedno večja količina tega navideznega denarja, vidimo, da se smart money umika bolj v realne naložbe. Sprav, del zlata ali pa del rasti zlata definitivno lahko razložimo tudi s tem, da so se umikali v neke bolj, recimo temu, varna zatočišča. Delnice, tudi definitivno bolj varna zatočišča kot nek IOU, neke inštitucije, pač, ki ti lahko vrne denar ali pa ne.
Blaž je govoril, da so dolgoročne obrestne mere ful visoke. Zakaj so ful visoke? Zato, ker investitorji ne verjamejo, oziroma ne verjamejo. Se povečuje verjetnost, da te obveznosti ne bojo v bistvu poplačane ali pa ne bojo poplačane v celoti. Tako da imamo neko to dolgoročno negotovost, ki jo imajo v rokah oziroma ki jo povzročajo inštitucije same. Tako da v takih okoliščinah v naši hiši pač verjamemo, da je fajn, da imaš nekaj upremljivega v roki, nekaj, kar je scarce commodity, kar se ne da natisniti, kar se ne da zmanipulirati. Tako da od nepremičnin, zlata, delnic, whatever. Sam, da ni to depozit na kakšni slovenski banki, ki ti ne nosi nič, ali pa nek AU od neke inštitucije, ki ti bo mogoče to vrnila ali pa ne. Tilan, boš ti povedal še tvoje pričakovanja? Ja, pa se bom malo navezal na tole, ker je glih zdaj začel Sašo, pa se mi zdi zelo pomembno. Dva momenta vidim, ne. Pa smo govorili o visokih vrednotenjih, ne, ampak ta visoka vrednotenja se zdaj dotično res dotikajo, bom rekel, enih največjih big capov na ameriškem trgu. Kar ne znamo oceniti je še, ne, ta spillover efekt, se pravi vseh teh investicij, vsega tega AI-ja, booma, tehnologije, kako bo to vplivalo na sektorje in kako bo te sektorji, kako bo cene teh sektorjev reagirale. Se pravi, kar jaz iščem zdaj je, kako bo ta tehnologija spremenila storitve, kako bo ta industrija spremenila panoge, kjer do zdaj dejansko niso uporabljali take tehnologije. In dejansko bi se skoncentriral na sektore, ki zdaj trenutno so vrednotene, ne spadajo v sektore tehnologije, ampak bojo pa beneficirale od tehnologije AI-ja. Take sektore iščem, se pravi ta spillover efekt, diverzifikacija portfelja iz naložb, ki trenutno mogoče predstavljajo visoke vrednotene, v naložbe, ki so bolj na normalnih nivojih, bom rekel, nižjih nivojih, ne, prinašajo dividende, se pravi, ja, iščemo neke stalne tokove, kadar smo v nekem late cyclu, sigurno, dividende, obresti, alternativne naložbe, sigurno. Kar je pa tisto, kar je tudi, bom rekel, pomembno, ne, vsi obrati, šoki, ki so zadnji, bom rekel, v moji zgodovini investiranja, so bili nenadni, so bili šoki, neki black swan eventi, neki liquidation eventi, nepričakovani dogodki. Se pravi, kar mi danes pričakujemo, lahko, da čisto nekaj druga se bo dejansko zgodilo. Se pravi, dogodek, ki bo spremenil potek dogajanja na trgu, ki ga mi danes poznamo, bo nekaj, kar mi danes ne znamo oceniti. Se pravi, imeli smo Lehman Brothers, noben ni vedel za njega. Imeli smo korono, kdo bo to vedel dejansko. Dogajale so se stvari, ki jih dejansko nisi mogel vrednotiti, nisi jih mogel znati oceniti. In na take zadeve ne moramo biti pripravljeni, lahko si pripravljen samo, da portfelj, bom rekel, nekako vrednotiš, nekako diverzificiraš, da si na takšne elemente lahko, bom rekel, malo bolj zaščiten, kot pa da si izpostavljen 100% tehnologiji. In če spremljam dejansko dogajanje, bom rekel, zadnjega bull marketa, ki res traja 15-16 let, ne, presenetili so nas tiste zadeve, na katere nismo sploh pričakovali. In osebno pričakujem, da bo nekaj takšnega prišlo na trg, ko noben od nas ne bo znal danes oceniti. In tisto me skrbi, kako bo tisto spremenil cene na borzi. Cool. Kaj pa ti, Andraž, še zaključna misel tvoja? Ja, jaz ne vem, koliko se tukaj, da mislite samo še en let med delnice, pa nikoli več v življenju. Ne? Tako, to je zdaj ta vprašanje. Ne? Sam za tega je pomemben, kva bo naslednje let. Iskreno povedano. Ali samo tam mogoče. Ne? Bolj ali manj. Ne? Tako da, recimo, kar boste rabili to, ne? Tako da ne funkcionirajo delnice. To ni, en let ni obdobje, ki je usklajen z neko statistično, ko bo rekel, verjetnostjo, da boš dobil od delnic to, kar od njih pričakuješ. Ne? Ampak težava je to, da tudi naslednjih x let ni najbolj, ali pa 5 let, 10 let, tukaj Blaž rekel, ne, ker v imenu ciklično prilagojen dobiček ne dela najbolj v korist delnic. To je težava, ker če ti plotaš zgodovino, ne vem, 150 let, pogledaš ciklično prilagojene vrednotenja, boš dobil donos, ja, ne vem, ali sploh pozitiven ali pa 2-3%, tam nek smo, ne, zelo bogo zgleda. Zdaj pa težava je to. To naj bi se zgodil nekako, ok, ponovadi gledaš 10 let naprej, 5 let, različne intervale lahko gledaš. To naj bi se zgodil nekje v tem obdobju. Ne? Ja, zdaj pa težava, a bo šlo gor, pa bo neki padel, da se v to zgodil, ali kako bo ta proces izgledal. Ne? In zdaj tukaj mal surfamo na enem dolgem valu, vsi smo happy, ben ne brat došel, ne vemo, kdaj ga v konc, ampak enkrat ga bo. Ne? In pač
tako pač je. No. Razen če so se fundamentalno stvari močno spremenile in je cela strukturna baza ekonomije čisto drugačna, kot je bila zadnjih 150 let. Maybe pa je to Black Swan, recimo. Mogoče ne par stvari, ki bi jih jaz izpostavil. Jaz bi bolj neutralno pozicijo imel za letošnje leto. Nek svetovni delniški indeks, zelo razpršen, tudi v Ameriki, če bi bil, ne bi overweight od teka, bi bil v S&P, da ima tudi druge sektorje. S&P me bo vsaj toliko zaščitil, da se rotacija znotraj avtomatično zgodila, ko bo nekaj začel underperformati in bo po rotacija v druge sektorje. Če bom sam na Nasdaqu, pač te rotacije ne bo v takšni meri. In to me bo malo izoliralo, tako na nek način. Zato tudi, če gledamo zgodovino, če gledamo Nasdaq pa S&P, kaj se je dogajalo od 2000 naprej, ker je pač tech drive gor, Nasdaq je rabil, Bog pomaga, ne vem koliko let, 15 let, 16, se sploh spomnim, da je na nulo prišel. S&P, ker ima druge komponente noter, je to zgledalo drugače. To je tudi dosti pomemben ta buy the dip zgodba, ki je rekel Sašo, če kupuješ indeks, kupuješ načeloma quality, ki se slabi jabolki trebijo ven in neki relativno dobri ostanejo noter. Tako da jaz bi bil dosti neutralen. Neki keša bi vsem imel, iskreno, za nek tudi kakšen stock picking, ker včasih si ugledam kakšno podjetje in rečem, mogoče se bo pa zgodilo letos kaj takega, da porine dol 50-60% neko podjetje in če mi na ta value line pade, se včasih naredim kakšen swing trade, kupam, pa pol se odbije na 2-3 leta gor. Uspel mi je letos to z Googlom, recimo, ker sem ga pa Google, Cloudflare, take delnice, recimo, so bile tam aprila res stisnjeno, po jih je gor odnesel, sem rekel, ok, zdaj sem dobil donos za 10 let noter, tako kot je rekel Tilen. To se vam lahko zgodi, tako da mogoče fajn imeti, če imate kakšne ogledane, neki denarje, ampak ne preveč. Tako, imejte še zmer noter, ampak neko neutralno, tako ne bil preveč pameten. Tako da, ker me mal sem defenziven na dolgi rok. Če bi mogel pa lokacijo za 5 let delati, tako kot na Wall Streetu morajo početi, pa 3 leta, pa ne vem, mene je bilo kar hudiče v strah, kako bom zdaj to zapeljal. Pa verjetno bi gledal kakšne pute, pa koliko stane insurance, pa lahko kakšno doom opcijo kupam. A veste, kaj je doom opcija? Deep out of the money opcija je to. To pomeni, ker je zelo daleč od trenutne tržne vrednosti oddaljena, je to zavarovanje izjemno poceni. Če se v zgodu zlom, je pa zelo velik vzvod in hitro pridobi vrednost, ker pade 30-40% v bistvu lahko nek indeks ali pa neka delnica in kar naenkrat ima ta opcija, da vi prodate višji kar neko vrednost, ker nihče ni pričakoval. Zato je pa doom je kot doom, je pa tudi kratica, da je izven, da nima pozitivne vrednosti, da je out of the money in to globoko out of the money. In s tem se ponavadi igraš, ko se hedžaš pred ekstremnimi dogodki. Zakaj? Ker ne stane veliko tako zavarovanje. To so opcije, ki so, ne vem, mogoče moraš za njih plačati 1% vrednosti svojega portfelja, da te izolirajo. Maybe pa tudi to ena izmed možnosti, če niso že preveč jih pokupili, ker je treba malo znati vrednotiti opcije. Tako da, recimo, kaj takega, pogremo pa lahko na koncu, da zaključimo z glavnim pesimistom, ki ga bomo mogoče gledali v Big Shortu 2.0, Michaelom Burryjem, ki zdaj v bistvu tudi potira oziroma shorta neke določene stvari. Na drugi strani pa mislim, da farmo kupuje. Mislim, da ima tudi v portfelju neko farmo. Tako da, ne vem, mal je za spremljati take ekstremne, pa kaj piše, zdaj se je tudi razpisal, na Substacku ima svoj, skar naenkrat je začel pisati, tako da fajn je mal spremljati. Se je bil že večkrat narobe, Cassandra, kot je njegov nickname na Twitterju oziroma X-u, zmer opozarja, da je šel vlak v prepad, pa pol ni nujno, da gre, ampak ne vem, če poznate mito Cassandri, ker nihče ni verjel, da se bo nekaj zgodilo, tako da on pač sebe tako imenuje, tako da, ampak enkrat pač veliko faktorov se je tukaj poklopilo, ne pravim, da bo letos, lahko grejo stvari še gor, pač ker je to odvisen od likvidnosti, je pa še ena zadnja stvar, zelo pomemben je ta sprememba v monetarni politiki, po mojem mnenju, tudi novo vodstvo, ker ena teza je v bistvu, tukaj mi Matej pomagal Šimnic z enim researchem, ker v bistvu vsi so rekli, dvig tarif je inflacijski. In pa v bistvu, če greš gledati neke študije za nazaj, v bistvu dvig tarif uničuje agregatno povpraševanje. In v bistvu, če je to res in se Fed danes proti inflaciji boli, v bistvu je prepočasna
pri zniževanju obrestnih mer, ker v ozadju, zdaj še podatkov nima za 2 meseca, za unemployment rate, bo mogoče to zamudila kat in bo ugotovila, da gospodarstvo ni tako dobro. Če se sam malo ustavi, če začnejo razkopavati to zgodbo teh data centrov, jaz pravim computing mania, ne AI mania, zato ker AI je tek, v zadju je pa cela computing mašinerija, tam zdaj računajo, ne vem, kako je 40 giga, ne vem, faktorjev naredili in gor dol, ne, in da tudi za obresti navajo imeli. Tako da, če se to začne razkopavati, ne, pol bo to na gospodarstvo vplivalo, ker ima toliko velik učinek, ker so tako visoki kapeksi. In ogromno je neizpolnjenih prihodkov, ki se jih pričakuje od tega. V bistvu revenue purchase obligations, to backlog je enormen. Tako da to so recimo stvari, ki jih je treba malo spremljati, pa paziti, po mojem mnenju. Tako da ja. Nikola, neki tebe. Jaz sem samo hotel gledati Michaela Burryja. On je zdaj Substack, ne? On mora pisati, on mora iskati ideje zdaj, kot drugače. On je zaslužil 5 milijonov od tega. Ja, mislim, da je bilo 10,000 ali koliko. Ja, 10,000 je dobil ali nekoga, ne vem, 10,000 teh naročnikov, letna naročnina, $400. Tako da on zdaj mora pisati, tako da to je zelo nevarno slediti takim idejam. Vseeno treba narediti due diligence. No. Zato pač ja. Zanimivo je brati, to hočem reči. Ker ponavadi je nek research v zadju. Slediti pa ne, če ne veš, kva on dela, oziroma to smo sam pol narediti. Tako da, korna svet je, držite se nekega zelo razpršenega, pa malo keša, če se kakšno res očitna priložnost ponudi, sicer pa raj naložiti še malo več na indeks, ki bo zanihal dol. A imaš še ti, Blaž, ki si želel kaj dodati? Ne? Nič. A je še kakšno vprašanje mogoče iz publike? Mogoče samo tole, glede vrednote. Simon ima absolutno prav. Na kratek rok vam vrednote čisto nič ne povejo. Pač na kratek rok prevladuje pač popularno mnenje. Lahko rečete temu hype, lahko rečete temu moda, karkoli pač želite. To je kratek rok. Če ste bolj za modo, jaz nisem, se vidite. Sem bolj za fundament, na dolgi rok, glede na družbo, glede na mojo logiko in vse ostalo. Gledamo vrednotenje. Če gledate kratkoročno želite služiti, potem vse, kar mi delamo ali pa mi znamo, je v bistvu, bom rekel, malo kontrarijan psihologija. To je vse. Kar se tiče pa napovedovanja za 1 leto, v bistvu, kadar me kdo tako vpraša ali po svojih gradivih, imam približno tako, pričakujem podpoprečno delniško leto. Razlog je visoko vrednotenje. Kaj to pomeni? Kakšen bo drugi donos? V bistvu sredina je, recimo 4 do 6%, kar je bistveno manj kot 10, kar je zgodovinsko povprečje, bistveno manj kot 15-16, kar je zadnjih 15-16 let. Ampak to mi nič ne pove, zato ker če dam sam standardni odklon gor pa dol, na letni ravni, če se za 1 leto pogovarjamo, je to še 16% vsaj gor pa dol. In pridemo od 16 plus 6 je 22, 6 minus 16 je minus 10, torej z 2/3 večino vam lahko povem, da bomo znotraj minus 10, koliko sem rekel? Minus 10 do 22, evo, z 2/3 večino. Pa še 1/3 verjetnosti, da bomo izvan tega, V bistvu sem vam povedal, da pojma nimam, pa kdorkoli vam pove, da kaj več ve, kot sem jaz zdaj povedal, vam laže. Iskreno povedano. Tako da to je to, kar se napovedovanja tiče. Ful je neznan, ful je negotavosti, daljši ko je rok, večja je verjetnost, da imate prav z vsebinskimi argumenti. R² na Case Shiller je drugače tam okoli 30 in je zaenkrat še na 10 let, malo se še dvigne na 15. To je to. Evo, zdaj ste bili priča vedeževalcu Blažu. Ja, tako da negotovost je del investiranja. Hvala, da ste bili z nami. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.